Vedno mi pogreje srce. Slovenci smo ta teden končno postali del razvitega sveta. V Ljubljani se je namreč odprla IKEA. S tem smo bili sprejeti na elitni seznam 52 držav, ki že imajo ta naravni spomenik potrošništvu. Vendar pa naša IKEA niti slučajno ni podobna ostalim, saj je ponudba prilagojena slovenskem kupcu. Trgovina je sicer drugačna od ostalih 452 IKEA-nih trgovin v 52 državah sveta. Zasnovali so jo namreč s pomočjo 200 slovenskih družin. What are your frustrations? What are your dreams? What are your needs? How big is your kitchen? How big is your living room? Vso pohištvo v ljubljanski IKEA mora torej izgledati, kot da avtomatsko paše v tipično slovensko stanovanje. Kar pomeni, da v steklenih vitrinah ni knjig, ampak so tam likerji, da so na televizijah prtički in da na fotelju v dnevni sobi spi en star ata. Iz radia se mora slišati pa čestitke in pozdravi, obvezno. Trgovina je tako že sprejela prve stranke in otvoritev je bila za vse naše navade vse prej kot običajna. IKEA-na tradicija je, da prvim obiskovalcem pripravi slavnostni sprejem z glasnim aplavzom zaposlenih. Sprejem je bil noro dober, noro lep. Bomo pa videli. To pa je bil orgazem, kar sem prej rekel, to je bil. Edini pravi orgazem je bil tole. Ja, Švedi prve stranke sprejemajo na enak način, kot Slovenci sprejemamo svoje športnike. Še izjave strank so povsem podobne izjavam športnikom. Sprejem je bil noro dober. Zdaj bomo pa videli, kako bo z nadaljevanjem. Najprej en Giro tur, pa še kakšen drug tur, pa dali bomo 110% od sebe. Sredi švedske pohištvene megatrgovine pa se seveda nahaja tudi njihova famozna restauracija, ki je tako kot njihove dnevne sobe trenutno zgolj razstavni eksponat, kjer si lahko predstavljamo, kako bi se počutili, če bi se lahko dejansko usedli in jedli. Obratovati namreč ne sme. Razen, če jo po veljavnih odlokih spremenijo v menzo za svoje delavce, prosim. Jasno? Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.